Povejte, nekaj novega, najprej z izredno sejo. Kaj želite z sklicem te izredne seje parlamenta še pred razpustom seveda? Ja, želimo doseči sprejetje zavezujočih sklepov državnega zbora. Temeljni sklep je seveda ta, da se o nesporno slovenskem ozemlju in morju nihče v imenu Slovenije nima pravice pogajati, niti to ne more biti predmet mednarodne arbitraže ali razsojanja mednarodnega sodišča. In znano je, da smo se že večkrat skozi različne oblike prizadevali doseči tudi sprejetje resolucije o meji s Hrvaško, kajti če bi jo imeli sprejeto, bi bilo to seveda zavezujoče za vse pogajalce in druge slovenske predstavnike in nas ne bi tako skrbelo, kot nas sedaj upravičeno skrbi, kaj se pod mizo dogovarjajo slovenski in hrvaški pogajalci, saj slovenska stran že nekaj časa uspešno preprečuje, da bi dobila zavezujoča navodila v državnem zboru in smo pravzaprav zaradi tega upravičeno lahko zaskrbljeni, da ti tajni dokumenti, ki so skriti pred javnostjo, torej izhodišča za morebitno razsojanje pred mednarodnim sodiščem, da so slaba. Mi smo jih neuradno videli in lahko tudi potrdimo, da so slaba, da so škodljiva, po naši oceni tudi neustavna in nezakonita. Torej, ta pogajanja, ki potekajo med Slovenijo in Hrvaško, so po vaših informacijah kakršnekoli neravno dobra za slovensko stran? Kot rečeno, izhodišča niso dobra, pogovori so vedno dobri. Vedno je dobro, da se države pogovarjata, da se predstavniki različnih držav pogovarjajo. To, kar je morda dobro v teh pogovorih, je to, da vendarle upamo, da smo delno tudi s svojimi pritiski uspeli doseči, da do volitev ne bo več nekih zavezujočih odločitev, kajti če bi potrdili te sklepe, ta izhodišča, ki jih je Slovenija sama predlagala, bi to pomenilo, da se odrekamo neomejenemu dostopu na odprto morje in pomembnim delom slovenskega ozemlja in morja, ki je bilo ob osamosvojitvi nesporno slovensko. Najlepša hvala.